Ko gre za upravni del Ministrstva za obrambo, smo to vprašanje namerno pustili za konec, zato ker je opredeliti se glede uspešnosti na tem področju ambivalentno. Po eni strani lahko rečemo, da smo dosegli določen napredek in uspeh pri reorganizaciji upravnega dela, po drugi strani pa je vprašanje, če ta napredek vodi dolgoročno gledano v koristne posledice. Zakaj tako govorim? Nam je uspelo slediti navodilom vlade glede zmanjševanja kadrovskega načrta upravnega dela Ministrstva za obrambo. Zmanjšali smo ga v teh 3 letih ne samo za 1%, kot je bil neke vrste splošni vladni sklep, ampak povprečno v vseh teh letih vsako leto za približno 2%, če ne celo več. Se pravi, da smo bili uspešni pri zmanjševanju števila upravnih delavcev, kar se je pričakovalo od celotne državne uprave in javnega sektorja, od našega resorja pa še prav posebej. Če se spomnite, je bil tu na obisku tudi predsednik vlade in svoj obisk je na Ministrstvu za obrambo zaključil s posebnim pričakovanjem, da moramo zmanjšati število upravnih delavcev. To smo res naredili. Nismo zaposlovali novih ljudi. Nismo zaposlili niti enega mladega človeka, razen ene same sodelavke, kjer smo sledili nekim, lahko rečemo, humanitarno-zgodovinskim razlogom. Zaposlili smo namreč hčerko enega od naših padlih pripadnikov teritorialne obrambe iz leta 1991. Se pravi, da smo pomagali otroku našega osamosvojitelja. In to je bil edini mlad človek, ki je prišel v teh 3 letih na to ministrstvo. Starostna struktura ministrstva se slabša. Mi imamo povprečje več kot 45 let. To pomeni, ker ni vstopa mladih ljudi, ker ni pripravnikov, ni novih mladih, bo dolgoročno gledano upravni del tega ministrstva vse starejši in po vsej logiki sicer dokaj izkušen, vendar nesposoben za sprejemanje novih idej. Se pravi, to je najbrž nevarnost tudi za celotno državno upravo in javni sektor v celoti. Zmanjševanje tega sistema in nenadomeščanje v smislu zaposlovanja novih mladih ljudi vodi v staranje in zastarevanje upravnega dela ali državne uprave. Torej, jaz se zavzemam za to, da je treba javni sektor v celoti in državno upravo v ožjem smislu, pa po vsej verjetnosti v prihodnosti tudi upravni del Ministrstva za obrambo še zmanjšati, vendar mislim, da bo nujno potrebno v državno upravo pripeljati nove mlade ljudi z novimi izkušnjami, z novimi pogledi, z novimi idejami, z svežim pogledom tudi na razvoj tega resorja. V primerjavi z tistim, kar smo uspeli narediti v Slovenski vojski, lahko rečem, da so obeti za kadrovsko stanje v Slovenski vojski bistveno boljši. V letu 2008 smo nasledili situacijo, ko smo imeli v Slovenski vojski 7144 pripadnikov. Moralo bi jih pa biti že 8500. To je kazalo na problem, da je v Slovenski vojski bilo v letih 2007-2008 zelo težko zaposlovati ljudi in da jih niso uspeli dobiti dovolj dobrih, zato da bi izpolnili do takrat veljavne načrte popolnjevanja Slovenske vojske. Mi smo potem naredili 2 stvari, kot veste. Najprej smo z strateškimi dokumenti zmanjšali obseg Slovenske vojske in njene stalne sestave na 8000, se pravi ne več 8500, ampak 8000, in dopolnili smo sestavo Slovenske vojske iz 7144 na 7600. Ampak to smo delali na zelo trd in zelo specifičen način. V službo smo jemali samo mlade ljudi. Vsakega, ki je odšel v penzijo in vsakega, ki je zapustil vrste Slovenske vojske, smo
nadomestili z mladim poklicnim vojakom ali vojakinjo. Ni bilo več zaposlovanja vojaških uslužbencev, ni bilo več preusmerjanja pripadnikov Slovenske vojske v vrste vojaških uslužbencev ali civilnih oseb, ampak smo vztrajno in zelo strogo do sebe in do vojakov zaposlovali in povečevali vrste poklicnih vojakov. Se pravi, da smo krepili bojni karakter Slovenske vojske in na ta način dosegli dvoje. Spremenili smo razmerje med vojaki, podčastniki in častniki v prid vojakov. To je bila rak rana tega sistema desetletja dolgo. In pomladili smo Slovensko vojsko. Kaj je s Falconom, pove državni sekretar, ki je nasledil to temo od prejšnjega državnega sekretarja. Kaj si o tem mislim, bom pa povedala tudi jaz. Prosim. Najlepša hvala, ministrica. Najlepša hvala za vprašanje. Moram reči, da poleg ostalih stvari, ki smo jih nasledili, seveda je tudi Falcon sodi v ta paket. Ampak Falcona smo se lotili resno in tudi predloge, ki smo jih dajali, še vedno mislimo, da so resni in da so dobri. Trenutno, kot sami veste, je vlada v mesecu septembru sprejela sklep o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila Falcona v najem. Predtem smo naredili na Ministrstvu za obrambo raziskavo trga, kako Falcona najučinkoviteje uporabiti. Najučinkoviteje uporabiti tako za potrebe državnih uradnikov, najvišjih državnih predstavnikov, tako predsednika države, vlade, parlamenta, ministrov in ostalih visokih državnih uradnikov, ki tudi sedaj najemajo za svoje potrebe, kadar je seveda za to posebna priložnost privat letala, se pravi letala iz flote, ki niso v redni liniji, kakor tudi za uporabo tega Falcona v komercialne namene, kadar ga državni uradniki, tako prej omenjeni, ne bi uporabljali. Naredili smo študijo, na katera je pokazala, kakšni stroški so potrebni za operativno uporabo tega Falcona in koliko stanejo ti stroški na uro letenja, ki bi jo država plačevala za najem tega letala. Seveda, kot uradniki smo naredili študijo, pred tem, da smo se odločili za javni razpis, smo šli po mnenje v stroko. Tako v stroko, kakor tudi v slovensko javnost. Sami se spomnite, da konec meseca julija je bilo približno 14 dni časa, da smo sprejemali odzive na naš predlog. Odzivov ni bilo. In še vedno trdim, da je naš predlog uporabe Falcona tako za letenje in uporabo za najvišje predstavnike vlade in državnih organov, kakor tudi za komercialno uporabo tega Falcona najboljši predlog. Trenutno sami veste, da je Falcon v Cerkljah, še naprej vzdržujemo njegovo plovnost in mislim, da bodo naši nasledniki potrebovali ponovno študijo, analizo, da se bodo odločili, kako z njim naprej. Ja, jaz bi dodala še dve misli ob tem. Najprej, tako ob primeru Falcon, kot tudi v drugih primerih, ki zadevajo obrambni sektor, se je pokazalo, da je treba biti zelo transparenten do slovenske javnosti. Tu moram povedati, da smo tudi zahvaljujoč zelo profesionalnemu delu slovenskih medijev, vseh vas, uspeli slovenski javnosti sporočiti zelo veliko stvari, ki zadevajo naš resor. Tudi pri Falconu smo uspeli, upam, povedati, da na tako netransparenten način, kot so se v času kupovanja Falcona porabljala obrambna sredstva, se danes ne more in ne sme več delati. Poraba obrambnih sredstev mora biti tako za domačo javnost, kot za mednarodno javnost zelo jasna, zelo javna in zelo poštena. Kot veste, se je Falcona kupovalo iz obrambnih sredstev in se ga je navzven prikazovalo kot dvignjen obrambni proračun. To se je dogajalo v času, preden se je vstopalo v Zvezo NATO. Torej, take vrste zavajanja, tako domače kot mednarodne javnosti, se ne sme več delati. In druga stvar, ki jo želim poudariti, je, da si zelo želim, da se Falcon ne bi več zažiral
v že tako zmanjšana sredstva, ki so namenjena vojaški organizaciji v Sloveniji. Trenutno se zažira njegovo vzdrževanje plovnosti, njegovo skladiščenje v bistvu odžira in prostor in sredstva drugim sredstvom Slovenske vojske, ki so namenjena povečevanju bojne zmogljivosti, nacionalne varnosti in tudi pomoči sistemu zaščite in reševanja se strani Slovenske vojske. Za Falcona pa v tem trenutku lahko rečemo, da se zlasti zdaj po padcu tega procesa oddaje v upravljanje stvari dogajajo v mrtvem teku. Se pravi, da pravzaprav nismo naredili kakega bistvenega koraka naprej. Kar je slabo in jaz upam, da bodo v naslednjem mandatu znali presekati to capljanje na mestu. Ja, jaz lahko rečem, da mi je zelo veliko pomenilo obiskovanje naših ljudi na vseh mednarodnih operacijah in misijah, kjer sem lahko videla, da imamo res zelo dobre vojake, da mi je veliko pomenilo obiskovanje naših pripadnikov na različnih lokacijah po Sloveniji, da mi je zelo veliko pomenilo obiskovanje vseh naših prostovoljnih gasilskih društev in poklicnih gasilskih enot po vsej Sloveniji in videti njihovo profesionalnost in zagnanost, visoko stopnjo solidarnosti in tovarištva je nekaj, kar mora biti vzpodbuda za kakršnokoli delovanje kateregakoli politika. Bom pa predvsem pogrešala profesionalno delovanje vseh teh ljudi in zavest, da kljub vsem udarcem, ki jih ta obrambni sistem doživlja v slovenski javnosti, da ima toliko te preživetvene moči, da doseže tako visoko stopnjo ugleda in zaupanja slovenske javnosti, bodisi sistem zaščite in reševanja, bodisi Slovenska vojska. Torej, da kljub vsem udarcem zmore imeti toliko moči, da vse to premaga in da je še vedno skrajno profesionalen in da še vedno z vsemi močmi ti ljudje skrbijo za varnost države in za varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami, je v bistvu neverjetno sporočilo. Je sporočilo nam in je sporočilo slovenski politiki. Treba je verjeti v ljudi in treba je premagati vse slabo. Zdaj, vloga obrambnega ministra v katerikoli vladi bi morala biti zelo nevtralna. Tako kot sem že na začetku rekla, obrambni minister je tisti, ki se mora zavedati, da tu ni ideologiziranja, ampak da moraš enakovredno skrbeti za varnost cele države in vseh ljudi. Zato tudi vpliv posamičnih politik na tem področju, v tem resorju ne bi smel biti zelo viden. Jaz lahko rečem, da koalicijski sporazum za področje obrambe je bil narejen dokaj korektno. Vendar je prihajalo do odstopanj pri pričakovanjih, kaj v resnici to, kar v koalicijskem sporazumu piše, pomeni. Mi, ki smo skrbeli za to nevtralno držo in za zagotavljanje ustrezne stopnje pripravljenosti obrambnega sistema, smo bili, kot ste ugotovili, nenehno soočeni z prepričanjem nekaterih ljudi, ne bom rekla celotne slovenske javnosti, ampak nekaterih ljudi in dela slovenske politike, da je treba tu delati bistveno bolj radikalne reze. Jaz trdim, da v državotvornih resorjih in zlasti na tem ministrstvu radikalni rezi niso potrebni, niso zaželjeni in so škodljivi. Tu je treba razumeti, da je treba na dolgi rok graditi obrambno politiko in zaščitno-reševalno politiko države in da takšne horuk akcije, ki so namenjene v bistvu samo prepoznavnosti neke ozke skupine ljudi, v obrambnem resorju ne smejo priti do izraza. Tu ni horukarstva. Nič se ne dela takole, da bomo zaradi ozkih interesov skakali iz ene operacije v drugo ali izstopali iz vseh operacij in še marsikaj drugega, odstopali od vseh pogodb, če je tako javno zaželjeno in tako naprej. Tako se pač v tem sistemu in jaz mislim, da
v celi državni upravi, ampak v tem sistemu zagotovo ne deluje. Mi smo imeli to srečo, da smo se nenehno srečevali, bomo dali navednice zdaj, z zavezniki, ki so procese, ki smo jih tu zastavili na tem ministrstvu, poskušali radikalizirati naprej od tistega, kar smo tu naredili in je bilo sprejemljivo. Denimo, sprejemljivo je bilo sprejeti, ratificirati konvencijo o kasetnem strelivu in praktično je bilo izvedljivo v enem letu uničiti kasetno strelivo. Nekateri so mislili, da je treba sprejeti še en zakon zraven, s katerim bomo kasetno strelivo uničili v pol leta. Potem mi smo se zavedali, da je treba umakniti se z določenih mednarodnih operacij in misij, ker smo sledili politiki koncentracije, ker smo vedeli, da je izčrpavajoče za Slovensko vojsko in za Slovenijo, da sodeluje v velikem številu različnih mednarodnih operacij. Zato smo, kot sem rekla že na začetku, se umaknili iz Iraka in Čada. Ampak nekateri so mislili, da je to začetek procesa popolnega umikanja Slovenije iz vseh mednarodnih operacij. In tako naprej. Skratka, pa pogodbe, kot pravite. Mi smo se zavzemali za reprogramiranje, ker nam je bilo jasno, da v okvirih proračuna, kot je bil zmanjšan, ekonomske krize, ne bo več mogoče izvesti projektov tako megalomansko, kot so bili zastavljeni pred desetletjem. Nekateri te naši tako imenovani zavezniki so mislili, da se to pač prekine in je rešeno. Ni važno, koliko država plača za odškodnine potem. Skratka, jaz bi na to rada opozorila. Ko gre za obrambni resor, trdim, da tudi za druge državotvorne resorje se politika ne sme voditi tako, da se skače iz ene skrajnosti v drugo. To je za postopno napredovanje in modernizacijo tega sistema škodljivo. Treba je razumeti, da se tu res dela na dolgi rok. Dve stvari. Po eni strani bi to pomenilo zaostanek oziroma zaostajanje, prekinitev prenosa izkušenj iz mednarodnih operacij v razvoj Slovenske vojske za potrebe nacionalne obrambe. To bi bil prvi problem. Drugi problem bi pa bil za celotno državo, ker bi pred zavezniki, ki niso samo zavezniki na varnostnem področju, ampak so tudi zavezniki v ekonomskem smislu, izpadla zelo neverodostojno. Torej, država, ki ne participira v mednarodnih operacijah in misijah, je tudi nekredibilna in nezaželjena država v ekonomskih stvareh in v razpravah o finančni stabilnosti pa ekonomski stabilnosti. To moramo razumeti. Te stvari so povezane. Mi smo zavezniki z nekaterimi državami v mednarodnih operacijah, s katerimi imamo tudi največ trgovinske izmenjave. In zaupanje, ki se ga radi, zaradi tega, ker korektno prispevamo k mednarodni varnosti, to zaupanje se potem prenaša tudi v druge oblike delovanja države. Nadaljevanje umikanja iz mednarodnih operacij se ne more dobro končati, ker je treba potem ugotoviti, kaj pravzaprav pa je potem zunanja politika te države. Če je bilo rečeno pred leti in tudi potrjeno precej aklamativno v državnem zboru, da je politika te države nek pozitiven odnos do Zahodnega Balkana, pomoč ljudem in državam na tem področju pri varnosti in stabilnosti, potem na Bližnjem vzhodu, pa v Srednji Aziji. Potem odstop od tega stališča pomeni, da se gremo politiko izolacije in nekega izolacionizma. In ta država, Slovenija, je bila v taki politiki do leta 1997. Ampak rezultat je bil pa viden takrat. Kljub temu, da si je ta država želela vstopiti v EU in v Zvezo NATO, leta 1997 ni dobila povabila, ker je z svojim odnosom do mednarodne varnosti kazala, da je zaverovana vase in da jo zanima samo njen notranji ekonomski razvoj in njena lastna varnost in da ni pripravljena prispevati k mednarodni varnosti. Zato se je potem zelo hitro zganila slovenska politika in začela pošiljati pripadnike Slovenske vojske in policije v operacije na Balkanu, na Ciper in drugam. Zaradi zelo jasnega sporočila iz mednarodne politike, da država pač ne more biti sama sebi namen.
država ima tudi mednarodne obveznosti. In tudi naša država se mora tega zavedati. Nasvidenje, srečno vsem skupaj. Veliko uspeha pri vašem delu v prihodnosti in vsem, ki običajno podpirate in pokrivate področje obrambe in zaščite in reševanja. Želimo, da bi to tako profesionalno delali tudi v prihodnosti, kot ste v teh 3 letih skupaj z nami.